Na koncertu z naslovom Večer lovskih pesmi in glasbe se je predstavilo 6 lovskih pevskih zborov in lovskih rogistov. Dogodek je za lovce iz Slovenije in njihove prijatelje iz zamejstva velikega pomena, saj jim pomaga ohranjati kulturno dediščino, lovsko kulturo ter krepi mednarodno sodelovanje. Več o tem pa podpredsednik Lovske zveze Slovenije. V imenu Lovske zveze vas lepo pozdravljam na tem pomembnem večeru lovske pesmi in glasbe Slovenije in Madžarske v Murski Soboti, ki predstavlja pomemben dogodek mednarodnega sodelovanja, lovske kulture in lovstva nasploh. Ta kulturni dogodek pomeni krepitev zavesti lovske in nelovske javnosti in v širšem pomenu orisuje dejstvo, da je lovstvo pomembno za naravo in družbo. Pokaže, da lovstvo pomeni veliko več kot samo lov, ki ga najbolj pozna širša družba. Lovstvo pomeni številne dejavnosti, je varstvo narave, je lovska kultura, je delo z mladimi, izobraževanje, raziskovalna dejavnost in založništvo. Je tudi lovska kinologija pa lovsko strelstvo. Lov je najstarejša človeška dejavnost in oblika kulture. Že vse od pradavnine je sooblikoval odnose med ljudmi in jih povezoval. Zgodovina lova ima tudi slovensko lovstvo, ima več pomembnih prelomnic. Sprva je bil lov vir preživetja, zatem prestiž bogatih, nato je postal pomembna gospodarska panoga. V današnjem času pa ima lovstvo temeljno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja. Na področju lovske kulture ima slovensko lovstvo zelo bogato tradicijo. Njeni zametki so v raznih oblikah lovskih šeg in navad, v sodobnem času pa so glavni nosilci lovske kulture lovski pevski zbori in rogisti. Dopolnjujejo pa jih še mnoge druge oblike udejstvovanja na lovsko tematiko, kot je na primer slikarstvo, kiparstvo, rezbarstvo, fotografija, literarna dejavnost, oponašanje jelenjega rukanja in še bi lahko naštevali. Pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske lovske kulture ima tudi Slovenski lovski muzej v Bistri. Slovenska posebnost je etični kodeks slovenskih lovcev, ki je vodilo in opora lovčevi vesti za etično vedenje ter za odnose in ravnanje lovskih organizacij in vseh lovcev do narave, divjadi in do drugih živali, do družbenega okolja, do lovskih tovarišev in do lovskih psov. Lovci so bili vseskozi naklonjeni tudi umetnosti, predvsem glasbi. Tako je danes pri Lovski zvezi Slovenije 19 lovskih pevskih zborov in 27 skupin lovskih rogistov, kar predstavlja nekaj čez 500 posameznikov, ki zastopajo lovsko kulturo. Med slovenskimi lovci je veliko umetnikov, ki svojo ljubezen do narave izražajo na različne načine. Daleč najštevilnejši med njimi so slovenski lovski pevski zbori in skupine lovskih rogistov, ki tvorijo temelj lovske glasbene kulture ter s tem odražajo našo nacionalno pripadnost in izravnanost v obliko srednjeevropske lovske kulture. Na koncertnem večeru lovcev je zbrane nagovoril tudi župan mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek. O lovstvu ne vem veliko. Vem pa, da je lovstvo pravzaprav poslanstvo, pri katerem lovke in lovci delate srcem za naravo. O pesmi pa si bom drznil nekaj povedati zaradi tega, ker mi je nekako položena v zibelko. Hvala Bogu, da je temu tako. In o pesmi lahko rečem, da pesem povezuje, da tisti, ki poje, slabo ne misli, in da pesem povezuje, dokaz tudi današnji večer. Povezuje zamejce iz Porabja, naše drage prijatelje iz Doberdoba, naše drage prijatelje iz Hrvaške in seveda naše pevke in pevce iz Slovenije. Naj tako tudi ostane, pojmo in bodimo dobre volje. Hvala lepa.
Na večeru lovskih pesmi in glasbe so se predstavili pevsko društvo prekmurskih lovcev, KUD Prekmurski rogisti, slovenski lovski pevski zbor Dober Dob, nastopili pa so tudi trije udeleženci slovenskega Porabja, in sicer komorni zbor Zveze Slovencev Monoštar, mešani pevski zbor Avgust Pavel Gornji Senik ter lovski rogisti Železne županije. Vsak izmed udeležencev se je predstavil z več zaigranimi ali zapetimi pesmimi, mi pa vam ponujamo utrinek nastopa rogistov iz Železne županije.